samo še kratek pozdrav pač hčere avtorja. Prosim, če kar stoje. Ja, se bom čisto kratka, ker nisem govornica, kot ste vi in pred tako publiko je tudi težko govoriti, ne? Pred 70 leti je svet praznoval v velikem veselju konec vojne in ravno takrat je Slovenijo prekrilo zlo komunistične zmage. Med begunci v taboriščih je zavladala groza vračanja domobrancev k hitu. V cerkvah in kapelah so se vrstile svete daritve, molitve za umirajoče, molitve za pobite. In iz teh črnih maš zadušnic je nastala monumentalna pesnitev Velika črna maša za pobite Slovence, mojega očeta. Nastala je v Rimu. V odlomkih je bila uporabljena že leta 1946 na žalnih proslavah v taboriščih. Bila je tiskana v Buenos Airesu leta 1949 kot prva knjiga naše povojne emigracije. Izdala jo je založba Svobodne Slovenije. Okoli leta 90 je prišla v Slovenijo in bila ponatisnjena pri založbi Karantanija. In sedaj tu pri družini, vašem nedeljskem časopisu, ki je tudi naše vsakotedensko branje in založba, ki nam daje prave smernice za življenje. Ravno tako se moram zahvaliti tudi muzejskemu društvu Škofja Loka, odkoder je moj oče šel po svetu. Hvala vam. Imam pa majhno darilce za glavni nosilec odgovornosti za to izdajo. Lastnoročni vtis je Zorezov Tete Bale Remec, ki jih je uporabila za to ilustracijo te knjige. Še enkrat hvala vam. Najlepša hvala. Gospod Justin. Gospod Niček. Gospod Aleksandar Igličar. Gospa Helena Janežič. Gospod Florjančič. Najlepša hvala še enkrat vsem prirediteljem in vsej publiki. Pa je lepa, ker je bilo omenjeno kar nekaj dragih sodelavcev in kolegov, s katerimi izjemno dobro sodelujemo. Naj povem, da je nocoj tudi možno dobiti knjigo Kyrie eleison, ki jo je izdalo Muzejsko društvo Škofja Loka. Vesel sem, da so nocoj med nami tudi prijatelji iz Muzejskega društva v kar pomenljivem, pomembnem številu in po kvaliteti. Predvsem pa pozdravljam dr. Aleksandra Igličarja, s katerim upam, da nas bodo vezali tudi novi projekti v prihodnosti. Prebrali bi še profesor Marija Stanonik je prejela strani dr. Kajetana Gantarja pač res lepo pismo, v katerem piše, da bi se pač tega srečanja rad udeležil, pa mu to
ni bilo dano, ne, ker ima druge obveznosti, nekako piše takole: predstavitve bi se prav rad udeležil, ker sem Tineta Debeljaka osebno nekajkrat srečal v svojem begunstvu v najbolj nesrečnem mesecu maju pred 70 leti. Živo mi je še ostalo v spominu, kako smo takrat nekaj dni zaporedoma skupaj sedeli za mizo v gostilni pri Zlatem konjičku v Lijencu na vzhodnem Tirolskem in se stradali srebali juho, enodnevni obrok, ki nam je pripadal s posebnimi boni Rdečega križa. In kako se je tam gospod Tine Debeljak živahno pogovarjal in debatiral z mojim očetom. A sem jaz kmalu zatem odšel kmetovati v gorsko vasico Andras, on pa prav tako zelo kmalu, najbrž ilegalno, čez mejo v Italijo. To nekako jedro tega pisma. Hvala lepa. Sedaj bi pa povabil besedi še dr. Mečka Komelija, da bi nam kar tukaj nekako spregovoril, podal nekaj misli o lesorezih, ki jih bomo v drugem delu potem nekako si jih ogledali in jih izkusili. Tako da prosim, dr. Komelj, ker že sedimo, a ne? Z imenitimi lesorezi Bare Remec, ki so tudi podpisali psevdonim, kot Črna Maša. Gre za ilustracije, ki temeljijo na kakšnem verzu, vsaka, ampak hkrati so pa univerzalne, oziroma tako izrazito sugestivno moč. To je bistveno, za te, da so univerzalne. Skratka, če ne bi vedeli zdaj, za kakšno mučeništvo gre podobno, je ta bolečina noter zajeta univerzalno, tako kot, naprimer, Mušičevci, ker nismo poslednji podobno. Tako da to ni samo dokument, je spomin seveda, hkrati je pa človeška bolečina, ki je večna, in očitno je pa seveda, da ona se zavedala tega, ker pa takoč priča, se vidi, kot da je poznala iz sporočil teh rešencev, to tragiko se je to tako uživela, da je ena močna izraznost tukaj noter, ki je pa seveda zajeta že v samem slikarskem načinu, kajti to slikanje oziroma ta grafika izhaja iz izročila ekspresionizma, za katerega bistvo seveda skuša čim bolj eruptivno, notrno bolečino, duhovno intenziteto izraziti, to je umetnost, ki je Munch v Evropi, pri nas je bilo 20 letih, v 30 letih, ko je pa dozorevala oziroma začela ustvarjati Bare Remec, je pa prišlo do preroda delnega te umetnosti, tudi v Zagrebu. Ona je študela v Zagrebu in je bila učenka, znameniti profesor zlasti Beciča, za katerega je bila značilna taka vehementna črta, in tudi Brzanjna značilna. Samo da to je bila virtuozna umetnica, tukaj je že veljavna, in tudi grafičarka, če pogledamo knjigo Slovenski lesorez, Franceta Steleta, jo s Steletom vključil, z neko grafiko smučarke in podobno, in tudi opredelil, sistematsko opredelil slovensko grafiko in jo je opredelil neko vejo ekspresionizma, ki jo je označil kot vizionarno. In bistvo tej grafike je dejansko vizija. Seveda lesorez je sam po sebi tak, da iz temine svetloba, vendar, če ne bi ona imela koruptivne moči, bi stvar lahko bila samo dekorativna prazna. Zanje pa očitno bila ta vehementnost risbe značilna. Tukaj je šla v tej knjigi, so tudi risbe, v tej let je šla, tukaj so samo risbe, pa kaže tudi neko vehementno zanos, to so skice pravzaprav, ali pa prve zamisli za te grafike, zanimivo je nekaj bravne ideje, tem Debeljak napisal, da so te še nekatere še bolj izrazne močne. Tukaj je pa skoristila vse to intenziteto lesoreza, vsako ekspresivno, mehko potezo, ki se včasih sunkovito sestavlja neko vizijo, ki je kot privid, kot čute, kot da bi razglala, je analogija tudi na kiparstvo, vse je pa zelo podhovljeno, onstransko, to je tudi iz motivika in vsega doživljanja se čuti, da je tudi zadana vera transcendentalnosti podobno. Če pogledate motive, seveda pa tukaj je cela paleta. Prvi lesorez je pravzaprav Marija Pomage, Brezjanska, ki je tudi kot rdeča nič večkrat v pesnici, omenjena. In če priznate seveda, Brezjanska Marija taka, baročno, vidermarska, uglajena, lepa, ona je pa hotena zavestno, kot tako še navic primarno, ki je tako izrezala so roke skoraj koščene, da je neko bolečino v to Marijo dala. In to je vodil v to. In v bistvu je to zelo novito, nekje je skupek slikovitih potez, ki se zliva v vizijo, drugot je z vehementno linijo naslikala, posod je pa taka močna, res vizija, da ne prepričana, ki se čuti noter in pravo doživetje, zato je to res umetnina, vse po mojem. Ker če bi na mene stvarjala avtorica, bi lahko isto naslikala še bolj skriptino, bi bila samo dokumentarno, bi to spomina, ne bi bila pa nekako umetnina. Tako da je to ne biološka, če tako gledamo podoba. Kajti
ta človečnost je bistvena za to. Čeprav je ta količina sve stopila na to, se tega zavedala, dojela, verjetno, če bi kaj drugega podabljala, ne bi bilo mogoče tako močno. Ampak se spominam, tudi Marjan Peršar je z te generacije 10 let mlajši, tudi začetka delal ekspresionistično, pa ima na primer eno podobo žene s culo, begunke, tako kot tukaj begunka nosi kosti sinove, pa gorečo vas. Jaz sem počasih mislil, da je to goreča vas, ki so jo zažgali okupatorji, potem zdaj je pa to so partizani. Ampak to seveda zdaj ne spremeni, kontekst spremeni, umetniško doživetje je pa enako. Seveda, Vana res bila ustvarjalka in to so že pred Vano nekako poznali, ker je slikala v Becičevski manjeri kvalitetna dela, ravno mogoče zaradi povezave s Tinom Debeljakom, katerega svakinja je bila, je pa sta vas skoraj nekaj teden, tako da je celo vrsto knjig pred Vano sta skupaj zoblikovali njegove privode Slovatskega, Mickijeviča, kasneje Dante in podobno, ona premla s palismami ali pa lesorezi in linorezi in je taka veljavna, izrazita ustvarjalka povanja v tem načinu, seveda naredila kot mogoče najbolj sugestivno delo, izoblikovala to črno mašo. No, je pa, če bi skušal, da je komprimer, to ne bila individualna sama, je pa skala iz tega ekspresionizma, pri nas je bil tudi en tak ustvarjalec, ki je tudi bibliofil, tako kot Tina Debeljak, Miha Maniš, njemu ponekod sorodna, skupaj sta dala, na primer, Maho Maj, to je moja najljubših knjig, tam je podobno za Mah samo, on je bolj liričen, mislim, tukaj je pa svoje bolj dramatično, tukaj so sorodne, tako da je samo nikla, ampak v tem kulturnem kontekstu, ki kaže tudi izrazit odnos do bibliofilstva v tem času, je bil kar sve takih knjig, veliko ljubezen do knjige, je to zelo simptomatično, da se to nadaljevalo potem tudi še v Argentini po vojni, ker se pa tiče Svet Debeljaka, on je tudi prevedel tega Maja, kot sem rekel, da sta skupaj z Marešem in je bil velika osebnost, odličen prevajalc, kot je malo iskalno preveden in gleda njegova besedila iz Doma sveta, to je druga stvar, novojno sem se gre za sjajne interpretacije, pesmi, kot tudi ko so bile, po vojni so pa, se me študirali, so pa kakšne posebali, oziroma ga ni bilo tako primerno citirati. Ker sem delal z ekspresnizom magisterij, sem ga, poštevno, no pa sem začudeni, nisem tega zavedal, da bi dom, pa on je bil pojem, Zdaj ne vem, kakšna bi bila soda po vojni, ampak skratka, no, Tara Remec imel tako svoj vrstno usodo, zdaj, če bi še dve besede mogoče v njej, ona je potem prišla v Argentino in tam je slikala, kot bi rekel, sodelovala pri teh knjigah, potem je pa bliže kot Buenos Aires, kot velemestni duh, je bilo življenje Dijanca, nekadina na sever, zlasti v Bariloče, kjer se je zdela ta pokrajina podobna Sloveniji, to se pravi z gorami in jezeri, in jih je mogoče tam začutila v indijanstvu, njihovi prvinskosti, arhaičnosti, ki je bistveno za ekspresioniste, nekaj sorodnega, zlasti, kjer so tam indijanci bili mašini, zelo nekaj žrtve, to je znanci, kakorkoli, in naredila vrsto aksijalnih, bolj liričnih podob, kjer je zelo sugestivno, to linijo življenje dijancov, kamnov, v kateri nekaj mističnega tudi videla, skratka tudi prvinsko vero indijancov se je zelo nazrla, in potem, ko je izvedela, da bo prvi ponapis te knjige leta 90, v katalogu, ki je bila razstava, tam piše, da je človek seveda, da je to slikala z bolečino in podobno, te stvari zdaj, ampak, da se človek pa ne umiri, ampak da se mora sprijazniti novem življenju in to razumem, ni imela pa neko veselje, da bi vsebno prišla sem, je pa pred tem že umrla. Pač pa ravno takrat, ko je bila, ko začela osamosvojitev, pa bi svetovni kongres, se spominjam, da je ena razstava tukaj, ki ne, v mestni galeriji. No in tam je mogoče pri nekateri vodila razočaranje, ampak ne zato, ker ne je bila kvalitetna slikarka. Sem še sem pisal ceno, nekim sem kritičen, ampak ne do tega kot umetnosti, ampak zato, ker so tam nekako preveč oznanja, no, je bila taka, pri nas ne je toliko znana, pozabljena, da je zdaj njena umetnost tako monumentalna, da se bo vrstila zdaj med nepogrešljive te umetnike, kot so Pregl, Stupica in podobno, pa zelo Marjan Tršar ugotavljal, da to seveda ne velja v tem pogledu, bil začaren, ker je pa neč nenavadnega, ker je tam delala intimne stvari indijanskega sveta, skratka, živela se je v tisto okolje, ampak iskala pa z te tradicije. Tako da je imela nekako dvojno, ko bi rekel, življenje, ne ve se, kakšna bi
njeno umetnost bila, če bi tukaj vstala, kajti vrsta njenih kolegov, ravno tako študela v Zagrebu, potem ti največji, ne, kot je bil Pregel, na primer, ne, pa tudi Dramo, samo bez te transcendentne vere, pa kje sem bolečina, pa groza, noter pa nič, bi tako rekel, pa kri, ne, skratka, se je spremenila, eni so modernizirali, ne, ona bi tudi mogoče se, kakšen se pa ni, to je težko je zdaj napovedati. Tam se je pa vživela drug svet in je postala pogledna slikarka, vsi, ki so razkvali, piše, da je najvidnejši kritik tamkajšnje, ki so na Danskem, je bila tudi uspešna in podobna, pa je v svojem svetu bila, imela pa nekaj posebno tudi kulturno vlogo, o kateri bi vedel, da je povedati, seveda, gospod, ki je poznal, akademik Zorko Simčič in podobno, ker je bila zelo dejavna v okviru slovenske kulturne akcije, tam je imela, kjer so imeli skoraj nekaj likovno akademijo, ona tam predavala Planinka, in več čas oživljala tudi od nas spomin na Slovence. Vloga oziroma tam, ali pa usoda je bila pod svojo, težko rečemo, tračna, ne, ampak podobna tudi usodi Marjana Marolta, ki je zelo občudoval, ne. Marolta pri pred vojno bi eden glavnih, on je pravnik umetnost zgodovino in podobno, po vojni, ki bi po Argentini so se mu pa izpodmahnila tla, oziroma ni več priveril, da bi tako temeljne stvari naprej delal in pa bolj informiral o naši kulturi. Spravi, bil je zaslužen za slovenski krog, ne, če pogledate, pisal formativno naši kulturi, temelj je pa nekaj pred vojno, tako kot Rajko Lože in podobno, ne. Je težko zdaj iz ne bilo sklepati, ampak dejstvo je, da res nismo dosti poznali. Potem, ko je bil ustanovljen znanstveni inštitut na Filozofski fakulteti, profesor Šumik je to vodil, to tendenco, da ne bi samo razpravljali slovenskih umetnikov in tujih umetnikov naših tleh, ampak tudi naše v tujini. In takrat je k temu pritegnil Irene Misle, ki je tudi osebno poznala in ona je tudi katalogu pisala o njej, v tisti razstavi leta 1991, ne, o mestni galeriji, ne, in iz tega kataloga se vidi seveda tudi to, da so slike po vojni, ki so bile razstavljene, vse samo iz njene osebne zapuščine. Še pa glavnih del pa ne poznamo, po drugi strani pa piše, da je vsaka družina naj bi imela njeno delo, pa glavno morože, ne, tako da je še ne odkrita pravzaprav. Oziroma saj ni pregledana, no, da bi človek potem lahko rekel, kakorkoli kompetentno, ne, kakšna njena moč in podobno. No, ne bom zdaj se vključil. Hvala lepa, doktor Koved, ne, niste, ste pa lepo, Hvala, da ste res pomenljivo preletel, recimo, delo in življenje slikarke Bare Remec. Sedaj pa vse vas vabim, da se, če je možno v pietetni tišini in zbranosti, pomaknemo v kletne prostore na ogled razstave spominske meditacije ob Debeljakovi črni maši in lesorezih Bare Remec. Tam bom na kratko spregovoril par besed, da se potem uživite v ta prostor, v črno mašo kot besedilo in v podobe, ki bodo same po sebi veliko boljše in boljše odgovorili nam vaša vprašanja, kot pa mi vsi, ki smo tukaj. Tako da, hvala lepa za ta prvi del in se pomaknemo dol.